Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je tako lani avgusta na Pragerskem začela uresničevati projekt obnove vozlišča in železniške postaje, na katerega se je precej dolgo čakalo. Dejstvo je, da smo tukaj dobre 2 leti čakali na vsa dovoljenja za pričetek gradnje. Pričetek gradnje uvedba v delo je bila 28. maja 2021. Izvajalec je bil uveden v delo in sicer v 25 mesecih je rok za dokončanje vseh del. Se pravi 28. junij 2023. In kaj vse bo postorjeno, kaj vse se bo dogradilo, razširilo, kot vidimo, projekt je enormno velik. Ja, gre za posodobitev postaje oziroma kompletne infrastrukture. Cilji tega so definitivno povečati hitrost, dvigniti kategorijo na kategorijo D4, potem zagotoviti modernizacijo, interoperabilnost celotne postaje, celotne infrastrukture in pa seveda vseh spremnih objektov, ki so na postaji oziroma na odprti progi na postaji Pragersko in na celotnem trianglu. No, recimo za nas laike, koliko bo novih tirov, recimo, kakšne bodo možnosti torej za vlake, ki vozijo to? Ja, mi lahko govorimo, da bo tu obnovljenih nekje 18 kilometrov novih tirov. Seveda obnovljena bo kompletna konstrukcija, se pravi od temeljnih tal do zgornjega ustroja. Potem zamenjanih bo kar nekaj kretnic, se pravi, mislim, da okoli 30 kretnic bo zamenjanih. Sama postaja kot takšna bo obnovljena, obnovljeni bojo peroni, narejeni bojo nadstrešnice, narejeni bojo izvennivojski prehodi, dostopi za gibalno ovirane ljudi, tako da kar nekaj objektov je bilo tudi v okviru tega porušenih in kar nekaj objektov bo tudi obnovljenih. Sama postajno poslopje, vodenje prometa, SVTK postaja, obnovljen bo tudi spomeniško zaščiten vodni stolp in pa seveda kompletna infrastruktura, cestna infrastruktura z ukinitvijo nivojskih prehodov. Največji cilj tega vsega skupaj je tudi varnost, kar bomo dosegli z izvennivojskim križanjem, podvozom pod zdajšnjo obstoječo progo. Med drugim voznikom na Pragerskem več ne bo treba čakati zaradi spuščenih zapornic, saj bodo pod progo zgradili podvoz. Dejstvo je, da je Pragersko že pred časom dobilo obvoznico, se pravi obvozno cesto. To je bilo v okviru prejšnjega Darsovega programa, ampak kljub temu se je izkazalo, da samo Pragersko potrebuje, kajti tu je zelo frekventno, potrebuje tudi izvennivojsko križanje, ne samo zaradi varnosti, ampak tudi zaradi zastojev in tudi vseh dodatnih učinkov, kot so vpliv na okolje, se pravi čakanje pred zapornicami in tako dalje. Tako da smo mi z državnim prostorskim načrtom to stvar uredili, smo pripravili investicijo in štartali, kot sem že omenil, v letu 2021 in bomo zaključili v letu 2023. S podvozom bo tako urejena pretočnost prometa, predvsem pa varnost, ki je pri urejanju železniške infrastrukture vedno v prvem planu. Definitivno gre za križanje na že obstoječem sedanjem nivojskem križanju. To nivojsko križanje se ukine in se naredi izvennivojsko, se pravi gradnja je kesonska, kampadna, ki jo bomo postopoma izvajali pod seveda obremenitvijo železniškega prometa. Cestni promet je pa za ta čas regionalno urejen po obvoznih cestah in pa po že obstoječi obvoznici. Kakšna je vrednost investicije? Investicijska vrednost je 63 milijonov z davkom na dodano vrednost. To je glavni pogodbeniki so eno rusko podjetje in pa Riko.
Trenutno smo v fazi, da bodo dela prevzame Riko v celoti, saj vemo, kakšna situacija je, in to je to. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je pogodbo z izvajalcema v vrednosti 63 milijonov z davkom na dodano vrednost sklenila že julija 2019. Je pa projekt z vsemi pripravljalnimi stroški vreden 88,9 milijonov in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ja, ta projekt je sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi. Dobili smo nepovratna evropska sredstva v višini 40 milijonov evrov, tako da približno slaba polovica od investicijske vrednosti z davkom bo projekt sofinanciran. Drugače, če pa se osredotočimo samo na gradbena dela, ki so upravičena, pa ta procent nekoliko večji. No, na Pragerskem je eno izmed takšnih velikih, obširnih gradbišč, kje se še dela trenutno tako na veliko na železnici? Ja, Pragersko je križišče dveh koridorjev, evropskih koridorjev v Sloveniji in v preteklosti smo zaključili z deli na odseku med Pragerskim in Hodošem. V lanskem letu smo zaključili dela na odseku Zidani Most-Celje, tudi na odseku med Slovensko Bistrico in Pragerskim so se v preteklih letih dela zaključila, prav tako na območju železniške postaje Poljčane. V tem trenutku izvajamo dela najbližje tukaj tej lokaciji na odseku med Mariborom in Šentiljem, kjer pa se tudi v celoti obnavlja odsek železniške proge. Na tem odseku je tudi to specifično, da bomo naredili en del nove železniške proge, zato da bomo se izognili slabemu stanju pesniškega nasipa in pa da bomo izboljšali vozne čase. Gradimo 1500 metrov dolg nov predor in pa 900 metrov dolg nov viadukt čez Pesniško dolino. Je pa v zadnjih letih bila kar železniška proga, torej železnica obnovljena, veliko se je delalo, ne imate še v načrtu, je še kje mogoče v toliko slabšem stanju? Ja, res je, vedno večja poudarek je na železniškem prometu, gre za to, da bi čim več prometa preusmerili iz cest na železnice in če to želimo to narediti, mora biti železnica konkurenčna. Zato se tudi zadnja leta povečuje proračun za vlaganje v železniško infrastrukturo. V tem trenutku že zaključujemo dela na gorenjski progi, se pravi od Kranja do Jesenic, vključno z predorom Karavanke. Potem izvajamo dela na odseku od Ljubljane proti Primorskem, se pravi Ljubljana-Brezovica. Imamo tudi razpise za odsek od Brezovice naprej potem proti Borovnici. Na progi med Zidanim Mostom in Šentiljem tudi nameščamo nove signalno-varnostne naprave. Potem načrtujemo gradnjo v letošnjem letu začeti na železniški postaji Ljubljana. Zaključujemo gradnjo na železniški postaji Grosuplje. Včeraj smo podpisali pogodbo za začetek del na železniški postaji Domžale. Smo tudi tik pred oddajo del na železniški postaji Šentjur in pa Zagorje. V pripravi pa še so potem tudi drugi razpisi, s katerimi bomo ali začeli gradnjo ali pa projektiranje. Tudi je predvidena nadgradnja železniške proge med Mariborom in Prevaljami, se pravi tako imenovana Koroška proga, kjer bomo sedaj začeli z izdelavo projektne dokumentacije in je tudi ideja, da en del proge elektrificiramo, tako da bi ta primestni promet z Mariborom dobil na svojem pomenu in pa na svoji teži. Se morda v tem času izvajajo kje dela oziroma v načrtu se uvesti kakšna nova smer proge, recimo ali so to ustaljeni tiri? V tem trenutku se gradi proga na novem odseku med Divačo in Koprom. To investicijo vodi podjetje 2TDK. Drugače pa mi kot direkcija vodimo v tem trenutku 18 državnih prostorskih načrtov. Gre za odseke prog, praktično znotraj obstoječih, povezavo med obstoječimi kraji, ampak cilj je, da skrajšamo potovalne čase. To pa lahko dosežemo samo na ta način, da
naredimo deviacije proge oziroma po domače, da presekamo določene krivine, določene ovinke, in kajti danes nam narekuje maksimalno hitrost na progi prav radi krivine. In če hočemo voziti hitreje, moramo imeti bolj ravno progo, če pa hočemo imeti bolj ravno progo, pravimo nove koridorje. Tako da ja, v tem trenutku imamo v postopku 18 državnih prostorskih načrtov, kjer tudi predvidevamo nekje dograditi še k obstoječemu enemu tiru drugi tir, kot je recimo odsek med Ljubljano pa Jesenicami, Ljubljano Kamnikom in pa Ljubljano in Ivančno Gorico. Tako da ja, dela je veliko na vseh področjih, ne gradimo samo, ampak tudi izvajamo, umeščamo v prostor, tudi veliko vlagamo v elektronske sisteme na železniškem področju in pa podobno. Na gradbišču v Pragerskem trenutno poteka obnova postajnega poslopja in izvedba del na objektu signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Prav tako potekajo dela na odtočnem peronu in stopniščih pri podhodu. V sklopu gradnje podvoza so v teku pripravljalna dela ter izkopna dela. In koliko odstotkov recimo je že zgrajenega od načrtovanega? Zdaj, če govorimo o nominalni vrednosti, je zdaj 25 milijonov z davkom na dodano vrednost že izvedenih del. Samo to je, zdaj ta dražji del pride zdaj, ne? Tako da mislim, da fizično je narejeno več, kot je finančno trenutno zaračunano. Ja, hvala lepa, uspešno delo vam želimo, morda še nam lahko odgovorite na vprašanje, kako ste speljali, kako rešujete. Promet železniški je seveda oviran tukaj na tem pomembnem križišču v bistvu. Ja, železniški promet ne sme biti oviran in tudi ni, ne. Mi imamo vse pod kontrolo, se pravi, mi imamo kontrolirane zapore v času, ki jih potrebujemo za to, da določena dela izvedemo. Ves čas se dela pod prometom in to teče brez kakršnih koli zastojev oziroma nekih problemov. Ni zamud. Ne. Javna železniška infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture je pristojna Direkcija za infrastrukturo. Trenutno je v Sloveniji 1208 kilometrov železniških prog.